Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovana evropska komisarja, spoštovana evropska poslanca, cenjeni gostje, dobrodošli ob začetku mednarodne konference Evropske akcije za pametne vasi v smislu pametne in odločne spodbude o pripravi prihodnjih skupnih evropskih in nacionalnih politik. A very warm welcome to the Prime Minister of the Republic of Slovenia, to both European Commissioners, to both members of the European Parliament, to all distinguished guests. Welcome at the International Conference about European Action for Smart Villages. It will be a bilingual event which is also broadcast directly via the designated websites, Pametne Vasi and Smart Villages, and also via the Facebook live stream of the European Parliament, which is the co-organizer and sponsor of this plenary part of the conference. So a very warm welcome also to our viewers. Dobrodošli tudi naši gledalci preko Facebooka, prav tako pa vas spodbudamo, da sodelujete v razpravi prek Twitterja z mrežica EU for Smart Villages ali pa, če nimate tako spretnih prstov, preko lojtrice Smart Villages. Razpravi, ki bo seveda tudi del te konference prek Twitterja, ključna beseda EU for Smart Villages ali Smart Villages. Zdaj pa nadaljujemo v slovenščini, ki je eden izmed uradnih jezikov te mednarodne konference. Dogodek se prevaja iz slovenščine v angleščino in obratno. So you're very welcome to use your headphones because it's a bilingual event in Slovenian and English. Zdaj pa začenjamo s kratko predstavitvijo, kakšne so in kakšne naj bi bile pametne vasi prihodnosti. Evropsko podeželje je vir našega življenja. Danes si v pametnih vaseh podajata roke bogata tradicija in nove tehnologije. Sodobni pristopi usmerjajo nadaljnji razvoj. Ustvarjamo nova delovna mesta za mlade ter zagotavljamo kakovostno bivanje za starejše. S sodelovanjem povezujemo podeželje in mesta. Uspeh je zagotovljen le pod enim pogojem. Nujno je sozvočje narave, človeka in pametnih tehnologij. Sledijo kratki pozdravni nagovori. Prva govornica pa je Evropska komisarka za promet, magistrica Violeta Bulc. Navsezadnje Slovenija je neke vrste globalna domovina sodobnega trajnostnega transporta. Glede na to, da so pri nas našli najstarejše leseno kolo z osjo. Skratka, vse se je začelo v Sloveniji. Verjetno so že takrat obstajale dobre povezave med današnjima Slovenijo in Madžarsko in navsezadnje tam, kjer so našli to leseno kolo, je stala bržkone tudi
prva pametna vas v zgodovini človeštva. Ampak pustimo zdaj to več o tem malce kasneje. Prva govornica je torej evropska komisarka magistrica Violeta Bulc. Izvolite. En lep pozdrav vsem tistim, ki ste prišli oddaleč in tisti, ki ste iz Slovenije. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani kolega komisar za kmetijstvo, kolega Hogan, spoštovana oba predstavnika Evropskega parlamenta, poslanca Evropskega parlamenta, s katerim sem imela čast soorganizirati ta današnji dogodek. Nedolgo nazaj je bila zgodba pametnih vasi samo neka vizija, morda nora ideja, ki smo jo premlevali ob boku različnih sestankov. In zelo me veseli, da prav danes tukaj to postaja realnost, ki bo podprta, sem prepričana, po današnjih srečanjih z zelo konkretnimi idejami, ki jih bojo lahko tako kolega poslanca kot kolega Hogan, jaz pa tudi kolegica Korina Krecu in pa Marija Gabriel, ki pokrivata regionalni razvoj in digitalno agendo, uporablja pri oblikovanju bodočih evropskih politik. Že pred 2 leti sva s kolegom Hoganom nakazala to pot ob obisku v Sloveniji in kar je pomembno je, da se je paralelno ista zgodba začela razvijati tudi v parlamentu, kar pomeni, da je bil čas ta prav in da je moment tisti, ki nas je povezal in veseli me, da tukaj skupaj nastopamo različne evropske inštitucije in predvsem tudi predstavniki različnih ministrstev in zainteresirane javnosti. In to je edini način, da se dobre ideje lahko tudi na sistemski način razvijajo naprej in imajo usidrane elemente na vseh nivojih. Kaj ima Evropska komisarka z pametnimi vasmi, se mogoče sprašujete? Morda več kot zgleda na začetku, predvsem zaradi tega, ker če ni povezav, ne bojo to prometne, pa tudi digitalne ali energetske, se gospodarsko in socialni razvoj ne more odvijati. In zato je zelo pomembno, da smo tukaj iz tako različnih portfeljev, da se dejansko ta novo področje zastavi na širok sistemski način in da lahko potem skupaj delamo naprej. Na koncu lahko samo rečem hvala kolegu Bogoviču za klepete na avionu med Ljubljano in Bruslom, kjer se je ta ideja utrdila. In seveda vsem vam, da ste jo prepoznali kot vredno in da lahko danes skupaj tukaj tudi sodelujemo. Še enkrat dobrodošli in naj premaga danes vse nas ustvarjalni duh, zato da bodo rezultati pravi. Hvala lepa. Naslednji pozdravni govornik je evropski poslanec Franc Bogovič, sopobudnik omenjene iniciative v Evropskem parlamentu skupaj z madžarskim evropskim poslancem gospodom Tiborjem Sonijem. Slovenija je neke vrste Evropa v malem, partnerstvo sosedi pa nam je zapisano v našem genetskem zapisu in navsezadnje tudi v slovenski nacionalni himni. Več o tem pa gospod Bogovič, izvolite. Lep dober dan, spoštovani izbrani tu na Bledu, pozdravljeni. Iskrena dobrodošlica tistim, ki ste napolnili to dvorano iz Slovenije, tistim, ki ste se nam danes pridružili tudi iz drugih držav. Dovolite, da po imenu nekaj ljudi posebej pozdravim, s katerimi smo na nek način tudi kar nekaj časa že skupaj v tej aktivnosti in najprej izrazim dobrodošlico kolegu Tiborju Šaniju, kolego iz Madžarske v Evropskem parlamentu, s katerim skupaj na nek način vodiva to inicijativo in razmišljamo o tem, kako to razširiti v Evropskem parlamentu, razširiti po celi Evropi. Vesel sem, kot si dejala Violeta, da so ti klepeti, ki so pričeli resnično na avionu in smo na nek način kar vrela z idejami in videla, da se vsem strinjava, najdli skupno mesto in da danes soorganizirava, sogostiva to konferenco tu na Bledu. Hvala za vso podporo, pomoč. Dobrodošli, spoštovani komisar Phil Hogan,
komisar zadolžen za kmetijstvo, razvoj podeželja, s katerim sva začela sodelovati že leta 2012 kot okoljska ministra vsake svoje države takrat, sedaj pa mislim, da zelo uspešno nadaljujemo ta proces v Evropski uniji in tudi skupaj kreiramo ta projekt. Počaščen, ponosen sem, da je vlada sprejela ta projekt za svojega. Vi vodite ravno tako kot na komisiji in parlamentu svoje aktivnosti, mi svoje, in ko so ideje prave, ljudje tudi z veseljem stopimo skupaj. Spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar, hvala za vašo podporo, za vašo prisotnost in tudi za aktivnosti, ki jih dela vlada v tej smeri, da razvijamo Slovenijo v pravi smeri. V nagovoru nas pozdravi tudi komisarka, kot je bilo že rečeno, Marija Gabriel iz Bolgarije, ki žal danes ne more biti z nami, ima obveznosti v zvezi s predsednikovanjem, in tudi Korina Kreco, zadolžena za regionalni razvoj, močno podpira ta projekt. Dobrodošel podpredsednik vlade, gospod Koprivnikar, med nami je dobrodošla državna sekretarja, gospa Strniša, dobrodošel gospod Zupančič. Vesel sem, da je med nami tudi generalni direktor finskega ministrstva za transport, gospod Rantala Olli-Pekka, ki bo sodeloval v panelu naše spoštovane komisarke. Med nami so tudi predstavniki, ki Evropski uniji predstavljajo kmetijstvo na zelo visokem nivoju, se pravi dobrodošel generalni sekretar Kopa Kodžege, gospod Peki Pesonen, ki je tu med nami, dobrodošel. Dobrodošel tudi gospod Žilde Nakur, častni predsednik CEME, asociacije, ki združuje evropske proizvajalce kmetijske mehanizacije. Dobrodošli tudi vsi ostali panelisti, ki boste na različnih področjih odpirali ideje, kako zaokrožiti te naše pametne vasi v Evropi. Zahvala tudi vsem novinarjem, ki podpirate današnji dogodek, zato da bomo to inicijativo čim bolj razširili po slovenskem in pa tudi po evropskem prostoru. Dovolite, da v uvodu se zahvalim tudi tistim, ki so s financami podprli današnji dogodek, in v tem delu se zelo zahvaljujem pokrovitelju, glavnemu partnerju podjetju Sun Contract, ki bo v nadaljevanju tudi predstavil svojo platformo. Veliko pomoč finančno in tudi organizacijsko nam je pisarna Evropskega parlamenta iz Ljubljane, gospa Manja Toplak je med nami. Hvala tudi ostalima dvema partnerjema dogodka, Telekomu, GEN-I-ju in pa tudi pisarni Evropske komisije iz Ljubljane, ki je v organizacijskem smislu pomagala pri današnjem dogodku. Dovolite, da izrečem zahvalo, kajti včasih pozabimo na tiste, ki največ oddelajo. To so bili vestni člani moje ekipe, mojih asistentov, ki so kar nekaj mesecev bdeli na tem, da bo današnji dogodek čim bolje izpadel, tako da iskrena hvala celotni ekipi. Pred nami so velike spremembe se dogajajo vsak dan, in kot smo v Evropskem parlamentu veliko govorili o teh hitrih spremembah povezanih z digitalizacijo, z okoljskimi spremembami, ki so povezane z demografijo, odseljevanjem prebivalstva v velika mesta, je bila to tisto osnovno gonilo za to idejo, kaj narediti, da bomo v tem hitrem, zelo spreminjajočem se svetu omogočili, da bo podeželje še naprej zanimivo za bivanje, da bodo tam kvalitetna delovna mesta, da dvignemo kvaliteto življenja na podeželju in po drugi strani, da zaustavimo te trende odseljevanja in na ta način mislim, da naredimo veliko za dobrobit in za neko socialno kohezijo v naši družbi. V okviru tega projekta Smart Villages, pametne vasi, želimo poudariti, kako pomembna je digitalizacija, kako pomembna je osnovna infrastruktura, predvsem pa kako so pomembni ljudje. Kajti brez ljudi, brez pametnih ljudi, ki bodo te projekte spravili v življenje, ljudi, ki znajo sodelovati, ne glede na politično prepričanje, ne glede na versko prepričanje ali kakšnokoli drugačne, ti so porok za to, da bomo razvili pametno vas, pametno Slovenijo, pametno Evropo. Verjamem, da bomo danes strli skupaj celo vrsto idej in da se bodo te ideje, o kateri bomo danes govorili, zapisali tudi v bodoče dokumente, ki nastajajo bodisi po državah na nivoju Evropske unije in da bodo zaznamovali razvoj Evrope v smer te pametne, kohezivne Evrope v naslednjih letih.
Še enkrat dobrodošli na Bledu. Dogovorjeno imamo, da do konca konference tudi posije sonce, tako da naj bo sončen pozdrav in pa uspešno delo konferenci želim. Hvala lepa. To je bil gospod Bogovič, ki bo skupaj s poslanskim kolegom Sonjem in seveda obema komisarjema v kratkem sodeloval tudi v posebnem evropskem dialogu na temo pametnih vasi. Slavnostni govornik današnje konference pa je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ki torej predstavlja deželo, ki je edinstveno pozicionirana na križišču geografskih regij, na križišču civilizacij, ki ima izjemno uravnoteženo razmerje med urbanim in ruralnim, zdaj pa je treba to še nekako uravnovesiti. Več pa v njegovem govoru. Izvolite, gospod predsednik. Spoštovana evropska komisarja Violeta Bulc in Phil Hogan, spoštovana evropska poslanca Franc Bogovič in Tibor Žani, spoštovani gospod župan občine Bled, cenjeni visoki gostje, dame in gospodje. V posebno zadovoljstvo mi je, da vas lahko danes pozdravim tukaj na Bledu ob čudovitem jezeru, obdanem s pobeljenimi vrhovi naših lepih Alp. Veseli me, da je današnja konferenca osredotočena na prihodnost podeželja in da sta evropski poslanec Bogovič in komisarka Bulc na konferenco pripeljala tudi svoje kolege in ostale cenjene strokovnjake s tega področja. Čeprav podeželska območja obsegajo več kot 3/4 ozemlja Evropske unije in čeprav na njih živi približno polovica njenega prebivalstva, se ne moremo znebiti občutka, da so bila ta območja tako ali drugače vselej razvojno zapostavljena. Dan danes se ta trend na srečo spreminja. In prav je tako. Ob hitrih družbenih spremembah se ljudje vse bolj zavedamo prednosti kakovostnega življenja na podeželju in pomena zagotavljanja javnih dobrin, kot so zdrava hrana, čisto okolje, biotska raznovrstnost in nenazadnje tudi lepota krajine oziroma pokrajine, ki nas obdaja. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer podeželje zajema zelo velik del ozemlja naše države. Od rodovitnih pomurskih ravnic, gorskih območij v zaledju Bleda do vinogradniške krajine v zaledju Kopra ali Novega mesta. Pravzaprav bi cenjenim gostom iz tujine lahko uvodoma s ponosom izrekel tudi dobrodošli na deželi. Slovenci smo namreč tesno povezani z našim podeželjem in znamo ceniti njegove prednosti. Za večino Slovencev celo velja, da smo tako ali drugače na podeželju doma. Vendar imajo marsikateri, zlasti tisti iz večjih mest, še vedno precej romantičen pogled na podeželje. Slednje ima svoje razvojne specifike, strukturne in demografske izzive, od slabše infrastrukturne povezanosti, slabše oskrbe, do nadpovprečnega staranja ter izseljevanja prebivalstva. Gre za izzive, ki jih je v dobro vseh treba ustrezno nasloviti. Nenazadnje je tudi razvoj urbanih območij neposredno odvisen od njihovega zaledja, torej od podeželja. Prav zato je pobuda pametne vasi tako smela in vesel sem, da v njej razpravljamo prav tu v Sloveniji, kajti v zadnjih letih je vse večje zavedanje o nujnosti prehoda v digitalno družbo, o različnih oblikah povezljivosti, o prehodu v krožno gospodarstvo ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Treba je enostavno združiti moči za dobre prakse, konkretne inovativne rešitve, vsekakor tudi digitalne, ki bodo koristile čim širšemu krogu ljudi. In to ne le tistim v mestih, v mestnih središčih, temveč predvsem tudi ljudem na podeželju. Da bodo slednji imeli možnost na podeželju tudi ostati in aktivno prispevati k njegovemu razvoju. Dame in gospodje, Slovenija po svoje že danes zasleduje cilje koncepta pametnih vasi, tako v okviru kmetijske kot tudi kohezijske politike. Že v obstoječem programskem obdobju je 56 milijonov evrov namenjenih izgradnji širokopasovnih omrežij na podeželju. Več kot 90 milijonov evrov
namenjenih spodbujanju socialne vključenosti, zmanjšanju revščine in gospodarskemu razvoju podeželskih območij, ter 123 milijonov evrov namenjenih razvoju kmetij in podjetij. Sicer je zgolj v okviru programa razvoja podeželja do leta 2020 v razvoju podeželskih območij pri nas namenjenih kar 1,1 milijarde evrov. Vlada, ki jo vodim, je na tem področju storila veliko. Ne le, da je Slovenija uspela iziti iz krize, uspeli smo zagotoviti sredstva in pogoje za gospodarski razvoj širom države in pripeljati zanesljive tuje investicije. Zavedamo se, da je ohranjanje poseljenosti in kmetovanja na podeželju izrednega pomena, da je ob skokoviti gospodarski rasti, ki je Slovenija beleži v zadnjih nekaj letih, treba misliti tudi na ekonomsko in socialno konvergenco vseh delov naše države. Moja vizija je namreč, da na srednji rok dvignemo kakovost bivanja tako v mestih kot na podeželju, kajti z uvajanjem sodobne infrastrukture in storitev bo podeželje vedno bolj zaželeno, ne le za bivanje, temveč tudi kot poslovno okolje. Slovenija zato politiki razvoja podeželja tudi na evropski ravni vse skozi daje poseben pomen in temu bomo sledili tudi v prihodnje. V začetku maja bo Evropska komisija objavila predlog naslednjega večletnega finančnega okvira, kar je, kot veste, uvod v kompleksna in zahtevna pogajanja o financiranju posameznih evropskih politik. Gre za prihodnost Evrope in s tem tudi Slovenije. Slovenija na tem področju pozdravlja ambiciozen in v prihodnost naravnan prihodnji večletni proračun, ki bo ustrezno naslovil stare in nove izzive, s katerimi se soočamo. Vendar ob tem resno opozarjamo, da se ne sme pozabiti tudi na pomen dveh ključnih politik, kot sta kohezijska politika in skupna kmetijska politika. Pri tem mora politika razvoja podeželja s svojimi ukrepi, prilagojenimi na specifične razmere v posameznih članicah, tudi v prihodnje ostati ključni steber skupne kmetijske politike. Seveda je omenjene politike treba modernizirati, njihovo izvajanje pa ustrezno poenostaviti, vendar je smiselno, da je to izvedeno na evolutiven in ne revolucionaren način. Potrebna je dobra mera tako imenovane zdrave pameti. Z drugimi besedami, nenadno drastično zmanjševanje pomoči regijam, kmetijstvu in s tem tudi razvoju podeželskih območij ni le politično nesprejemljivo, pač pa je predvsem ekonomsko škodljivo. Spoštovani, verjamem, da boste v današnjih razpravah prišli do podobnih sklepov o pomenu vlaganj v razvoj podeželskih območij, zlasti s pomočjo novih tehnologij in inovativnih rešitev. Večina od vas omenjeno problematiko odlično pozna, zato v uspeh te konference ne dvomim. Seveda pa bom hvaležen, če bom po konferenci lahko prejel tudi predloge konkretnih rešitev, do katerih boste prišli. Naj za konec povem še nekaj, kar mi je prišlo na misel, ko sem poslušal uvodna govorca. Za pametne vasi, za pameten razvoj mest in države, pa denimo predvsem vasi, potrebujemo seveda človeka in potrebujemo sodobne tehnologije. Ampak naj bodo te tehnologije, te sodobne, moderne tehnologije takšne, da bodo imele človeški obraz in človeški smoter. Potrebno je torej, kot je bilo že rečeno, ohraniti zdravo pamet in človeka v svojem jedru pozornosti. Želim vam uspešno razpravo v upanju, da boste ob tem, ko boste tu intenzivno razpravljali, našli tudi nekaj časa za uživanje lepot in dobrot slovenskega podeželja. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Cerar. Tudi glede slednjega, kar ste rekli, je seveda Slovenija lahko kar dobro izhodišče, glede na to, da se pri nas zdrava pamet v bistvu to je sinonim za kmečko pamet in obratno, ne, se vedno rečemo. Sledi pa dialog z državljani in državljani Evropske unije. Ste tudi vi, v katerem bodo tokrat sodelovali dva evropska komisarja in dva evropska poslanca, in če gremo kar po pravilih, ki so seveda tudi na podeželju uveljavljena, ladies first. Prva udeleženka je evropska komisarka za promet, gospa Violeta Bulc, kar vabljeni spet na oder.
Prvi stol je namenjen vam. Potem seveda z veseljem pozdravljamo Evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja, gospoda Phila Hogana. Z nami pa bosta tudi oba sopobudnika iz Evropskega parlamenta, gospod Tibor Soni, član Evropskega parlamenta, sicer član Madžarske socialistične stranke, in navsezadnje gospod Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, član Slovenske ljudske stranke. Ta dialog bomo začeli z kratkimi otvoritvenimi izjavami vseh udeležencev. Najprej vi, komisarka Bulc, nekaj ste sicer v uvodu že rekli, kaj nam glede možnosti pametnih vasi, predvsem tega, s čimer se seveda ukvarja vaš komisarjat, kaj nam lahko še poveste za začetek? Ja, kot prvo bi še enkrat poudarila, kako zelo pomembno je sodelovanje. Mislim, da je tukaj že na odru res odličen primer, kako različne politične stranke in različne inštitucije, če je ideja dobra, lahko stopimo skupaj in naredimo pravi korak naprej za vse tiste, ki jih seveda ta ideja dotiče. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo je, da današnji izzivi v sodobni družbi nikakor ne morajo biti več parcialno obravnavani, kar pomeni, da ne glede na to, kater družbeni izziv imamo na mizi, vedno potrebujemo sodelovanje različnih sektorjev, različnih skupin in to je v resnici tisto, kar bi moralo biti tudi ključno vodilo pri vseh projektih, ki se dogajajo tako na lokalnem, nacionalnem ali pa na evropskem nivoju. Obenem me zelo veseli, ker je kolega Hogan pred kratkim sprejel deklaracijo oziroma okvir, v okviru katerega se bo razvijala sodobna kmetijska politika v Evropski uniji in seveda je bilo to pomembno vodilo tudi za vse druge portfelje, da smo lahko poiskali tista področja, s katerimi lahko prispevamo k razvoju te evropske kmetijske politike. In seveda z mojega področja so razporočila zelo jasna. Prva je povezljivost, se pravi dostop v smislu prometne infrastrukture. Druga, enako pomembna je, da se nove sodobne mobilne rešitve uporabljajo za povezovanje ljudi, projektov. S tem mislim, da s sodobnimi tehnologijami predvsem delamo na tem, da bo ponovno se vrnilo na podeželju tudi javne prometne storitve. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na kreiranje novih tudi poslovnih priložnosti, ki jih sodobni modeli sodelujoče ekonomije ponujajo. To so različni tudi v mobilnosti zelo močno prisotni in nekaj tega smo že videli tudi v filmu, ki ga je kolega Bogovič na začetku pokazal. In hkrati ustvarjati pogoje za to, da se razvijajo sodobne logistične storitve, ki pa seveda pomagajo pri integriranem pristopu v smislu logističnih povezav, pri smislu nabavnih verig, kjer tudi na evropskem nivoju zelo aktivno sodelujemo na mojem portfelju za vzpostavljanjem različnih stičišč, kjer se različne oblike mobilnosti lahko srečajo in seveda s tem tudi poveča učinkovitost teh nabavnih, predvsem pa logističnih povezav. Tako da verjamem, da boste v tem tudi ostali prepoznali neke poslovne priložnosti in se veselim seveda na tem področju tudi pogovora v okviru našega panela. Nadaljevali bomo z otvoritveno izjavo komisarja Hogana. Zelo nas zanima, kaj boste povedali o pametnih vaseh, kajti pravzaprav se je ta pobuda začela na irskem Korku. Najlepša hvala, predsednik vlade, komisarka Bulc, poslanca, izvoljeni predstavniki, gospe in gospodje. Lepo je, da sem na Bledu. Pred kakšnimi 15 leti sem tukaj preživel teden počitnic in z veseljem se vračam. Mislim, da bom kmalu Bled znova lahko videl. Tako da mislim, da tako pomembna konferenca ne bi mogla potekati na boljšem kraju in zelo se lepo zahvaljujem kolegoma, da ste izbrali ta kraj za to konferenco. In to je pravzaprav prvi dialog te vrste med
lokalno oblastjo, parlamentom in komisijo. Velikokrat me vprašajo, kaj sploh je pametna vas. Po mojem mnenju so pametne vasi povezane predvsem, oziroma pred njih gre predvsem za ljudi, za podeželske skupnosti, ki iščejo nove praktične rešitve za izzive in raziskujejo, kakšne so nove priložnosti. Potem pa oblikovalci politik sledijo tem pobudam. Vsekakor bodo digitalne rešitve ena od novih poti v prihodnje, zato sem zelo vesel, da imamo tukaj tudi komisarko za digitalne, ministra za digitalizacijo v Sloveniji, vendar pa to pomeni tudi razvoj novih sodelovanj in novih zavezništev. To pomeni, da je treba iskati nove načine razmišljanja in nove poti do blaginje. Ta pobuda je bila sprožena pred dobrim letom, tako da je dobro sedaj, da pogledamo, kaj smo dosegli in kako lahko nadaljujemo. Rad bi se zahvalil poslancema Bogoviču in Sanju, kajti tudi poskrbela sta za finančne vire iz Evropskega parlamenta za pilotne projekte. Ni preprosto izvajati stvari, če ne veš, katero smer se gibati, tako da s pilotnimi projekti lahko dobro ugotovimo, katere stvari se lahko obnesejo, katere ne, in na ta način se potem lahko v prihodnje izognemo prvotnim napakam. Tako da tukaj se je razvil model za ekološke socialne vasi, ki jih potem lahko podeželske skupnosti uporabijo kot podlago za izboljšanje stanja, življenjskega stanja in tako naprej. Tako da se lahko gradi na deklaraciji iz Korka 2.0, ki ima naziv Boljše življenje na podeželju. Torej, pred poletjem bomo že dobili prve rezultate, naslednje leto pa bomo imeli že celotno razvit model. Evropski parlament je temu namenil 3,3 milijone evrov in sicer je zamisel ta, da bi se zagotovil razvoj 10 pametnih vasi po Evropski uniji. Prav tako pa izvajamo tematske delovne skupine o pametnih vaseh znotraj Evropske mreže za razvoj podeželja. Zato obstaja velik interes vseh deležnikov in tudi lokalni organi pri tem sodelujejo. Tako da zelo jasno se vidi, da obstaja veliko potrebe po pametnih vaseh. Seveda pa se ne moremo ustaviti tukaj. Seveda potrebujemo več pametnih vasi na našem zemljevidu in s predsednikom vlade sva se pred tem sestankom že pogovarjala o tem, kako pomemben je razvoj podeželja za Slovenijo, ampak enako pomemben je za vse podeželske skupnosti po Evropski uniji. Zelo pomembno je, da poskrbimo za zadostne finančne vire v prihodnje, ki bodo lahko podpirali to agendo. Torej, kaj mi kot politiki in oblikovalci politik moramo storiti? V prvi vrsti potrebujemo boljša širokopasovna omrežja, boljšo povezljivost in boljšo infrastrukturo. In navkljub velikim prizadevanjem, kot jih je omenil predsednik vlade, tukaj še nekoliko zaostajamo. 40% podeželj ima dostop do hitro široke pasovne povezave na podeželju, v mestih pa 75%. Torej, tu je treba to vrzel zapreti in kot pravi minister, Slovenija tukaj vodi pot. In to je resnična ovira za razvoj, kajti če želite vključiti se v socialno življenje ali če želite ustvariti nova delovna mesta, potem nimate možnosti uspeha, če ne obstaja širokopasovna infrastruktura. Tako da potrebujemo internet visoke hitrosti za vsa podeželja, kajti le na ta način bomo lahko tudi ustrezno upravljali skupno kmetijsko politiko. In v ta namen smo na evropski ravni namenili 6 milijard evrov. To bo koristilo približno 18 milijonom državljanom na podeželju, vendar to seveda ni dovolj in v naslednjem okviru bo treba ta sredstva povečati. Sočasno pa je treba povečati povezljivost, da se bo izboljšala kakovost življenja na podeželju. To pomeni boljši dostop do delovnih mest in boljši dostop do storitev. In na področju kmetijstva in živilstva lahko z digitalnimi platformami uporabimo tudi in izkoristimo natančno kmetovanje in druge sodobne tehnologije. Lahko pa tudi oblikujemo nove lokalne trge, tako da bodo lahko kmeti zaslužili več. Lahko izkoristimo digitalne platforme za dostop do globalnih trgov, tako da lahko bodi si ste v gorah Slovenije ali pa v nižinah in zagotavljate svoje storitve Silicijevi dolini. To je koncept za tem. Prav tako pa lahko uporabimo digitalno tehnologijo in podatkovno gospodarstvo za nove storitve našim državljanom, kot so e-zdravje, spletno izobraževanje, mobilnostne rešitve, kot jih je omenjala gospa Bulc, lokalna energetska proizvodnja in veliko več. Tako lahko izboljšamo tudi učinkovitost izrabe virov in tudi učinkovitosti kmetovanja, kar je pomemben vidik tudi v Sloveniji. Torej, veliko lahko storimo prek koncepta pametnih vasti. Torej, tam, kjer pa obstaja veliko potencijala, je treba tudi veliko vlagati, če želimo iz tega kaj iztržiti. Zato
sem v sporočilo, ki ga je omenjala komisarka Bulc, to akcijo pametnih vasi že omenjal. Tudi torej o sporočilu, ki se nanaša na prihodnost skupne kmetijske politike. Objavljena bo nekje junija in tako bomo slišali, kakšni so zakonodajni ukrepi, ki se predlagajo na tej podlagi. Prav tako sem vesel, da je Slovenija že tudi predložila predlog spremembe oziroma spremembo programa za razvoj podeželja, s katerim želi vključiti finančne instrumente, ki bi okrepili investicije in na ta način bi bilo lajše izvajanje teh programov na področju pridelave, trženja kmetijskih pridelkov, pa tudi gozdarstva. Ti finančni instrumenti naj bi se začeli uporabljati že zgodaj v letu 2019. Najlepša hvala, da ste se torej udeležili tako pomembne konference, kjer bomo govorili tako izredno pomembni temi in vsekakor je to nekaj, kar mora biti potem prelito tudi v oblikovanje skupne kmetijske politike po letu 2020. Hvala lepa, gospod Hogan. Kazalo, da bo lahko tudi komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel, ki pa je žal zadržana z obveznostmi, ki jih ima povezanimi z predsedovanjem Evropske unije Bolgarije, njene domovine, tako da se oglaša samo prek sicer ne žive, vendar živahne video povezave. Pa to lahko poslušamo. Ladies and gentlemen, thank you for your invitation to the conference European Action for Smart Villages, which I value greatly, especially as I hold rural areas very close to my heart. European villages and rural areas have a central role to play in the smart, sustainable economies of the 21st century. The beginning of the path to smart villages was marked in September 2016 with the Cork Declaration 2.0, which set out the expectations and aspirations of rural areas. In response to the declaration, the European Commission launched in April 2017 the European Action for Smart Villages, announcing a series of initiatives within the rural development, regional development, research, transport, energy, and digital policies and funds. As Commissioner in charge of digital economy and society, I'm committed to support the digital development of rural areas for the benefit of their citizens, the economy, and of our society as a whole. So, what will be the first step to ensure that we are indeed valuing the potential of rural areas? Smartening our villages means first and foremost ensuring the appropriate connectivity, and this requires large investments. The low density of population in rural areas, the remoteness and the complicated geography of some of these areas, which are also very often characterized by very difficult social and economic conditions, represent major challenges. Ever since January 2017, the Commission has been fully engaged in running workshops and training seminars and in providing expert advice to public authorities involved in the planning and implementation of broadband projects financed by EU funds. However, we have noticed that investment in broadband is still not picking up. Commissioners Corina Crețu, Phil Hogan and myself decided to join forces in order to address the challenge of increasing the rollout high-quality broadband infrastructure in rural areas and less developed regions. What action did we take? In November 2017, we launched together the Broadband Competence Offices Network. This was a first step to help removing obstacles to deploying broadband investments in rural and remote areas. We added to that a rural broadband action plan, which our services are implementing in order to assist better member states and regions with specific concerns. I have also launched last autumn the broadband platform with the Committee of the Regions. The aim is for the Commission and the European regions to have a direct dialogue and find solutions for improving broadband investments in the European territory. You may also know that in September 2016, the Commission published its proposal for the European Electronic Communication Code,
which aims, among other things, to empower relevant national authorities to identify digital exclusion areas and provide a stable, legal framework within which private investors can join to bring more and better connectivity in Europe. Last but not least, the launch of the Wi-Fi for EU initiative by President Juncker will also contribute to bringing Europe closer together by making available public Wi-Fi connectivity free of charge in a few thousand of municipalities across the EU. The Commission has recently received the support from both Parliament and the Council for the funding of €120 million for this initiative. Since the 20th of March, the Wi-Fi portal is active and can be used. It serves for the registration of public authorities and of enterprises available to carry out the work, and the actual call to finance the Wi-Fi equipment and its setup will open on the 15th of May. Winners will be selected on a first-come, first-served basis, but with a minimum of 15 vouchers ensured for each member state. Do not miss this opportunity to make your community visible and connected in the European map. Ladies and gentlemen, digitization is already transforming how we live, work, and interact. Villages must reap the benefits of digital transformation. Local authorities, industries, and citizens will have to work closer together to make the most of available digital technologies and data to address societal needs and challenges. The full exploitation of data to re-engineer businesses, to bring more value added in products, to rethink the way services, and particularly public services, are delivered for the benefit of all of citizens living in our communities is a major opportunity. What are the avenues that could be followed? Open data platforms and interoperability languages, such as the reference language SAREF for agriculture and food, currently developed by the European standards organizations, are vital enablers for the new portable cross-sector services. In the frame of Horizon 2020, a large-scale pilot, the Internet of Foods and Farm 2020, brings together 70 partners, farmers, food industry, technology providers, and research institutes from 16 European countries, with the objectives to accelerate adoption of Internet of Things for securing sufficient, safe, and healthy food, and to strengthen competitiveness of farming and food chains in Europe. But we need to have many more of these projects happening in the rural areas. There is huge potential out there that still remains to be used in order to offer villagers the adequate digital skills and to offer the opportunity of rural SMEs and startups to grow, develop, and be connected. I look forward to working with you for making a better life in rural areas a tangible and close reality. I wish you a successful event. To je bila torej komisarka Gabriel. Ste lahko prepričani, pač posnetek je svež, vendar ni bil živo, glede na to, da je vreme vsaj na posnetku bilo lepše v Bruslju kot na Bledu, to seveda ni mogoče, ampak najlepša hvala za ta prispevek iz Bruslja. Zdaj pa nas seveda zanima tudi mnenje evropskega poslanca gospoda Tiborja Sonija, ki je seveda sopobudnik projekta pametnih vasi v Evropskem parlamentu. S kakšnimi izhodišči za današnjo diskusijo nam lahko postrežete? Well, good day. Good morning for everyone. Najprej lep pozdrav vsem. Če dovolite, bi najprej začel z nekaj pohvalnimi besedami, ampak še pred tem bi pa nekaj več povedal o dnevih in datumih. 13. vsakega meseca, če 13. pade na petek, potem je vsaj v srednji Evropi to poseben dan. Lahko je nesrečen, lahko pa tudi srečen. Vse to mi je Franc povedal. Pa recimo, da bo za nas to srečen dan.
Potem drugi datum, ki ga želimo meniti, je bil 11. april lani, ko smo se zbrali v Bruslju. To je bil čudovit dan in pravzaprav tudi institucionalni začetek te ideje, ki je bila do takrat nekoliko razvita. Zdaj je minilo 1 leto in iskreno povedano sem zelo, zelo hvaležen, da smo zdaj prešli iz institucij in da to pobudo zdaj predstavljamo tu in s tem delamo prvi korak na nacionalni ravni. Čestitke tudi vam, gospod premier, ker ste pravzaprav prvi premier, ki je podprl to idejo. Upam pa, da bodo to naredili še mnogi drugi. Potem pa še par besed o izzivih, na kratko. Rad bi poudaril samo 3, zato naj vas ne skrbi. Izzivov za vasi je skozi desetletja postalo vse več, drastično več. Srečujemo se z gospodarskimi in družbenimi izzivi. Prav tako je treba zaustaviti izseljevanje prebivalstva. Vemo tudi, da so se digitalna orodja neverjetno izboljšala in zato želimo s pristopom pametnih vasi to prenesti tudi na podeželje. Pomembno pa je, da večja trajnost rešitev pomeni tudi večji potencial. Želimo si predvsem, da bi vasi bile prožne, da bi lahko postale bolj pametne z lokalnimi viri in sredstvi. Upamo, da bodo vasi prijazne za otroke, šolarje, starše, poslovneže. Vse to vključuje pojem pametnih vasi. Drugi izziv je tehnologija. Tehnologija je seveda pomembna sestavina, vendar pa moramo poiskati nove načine, kako sodelovati, zaščititi moramo podatke, potrebujemo ustrezna digitalna znanja. Želimo si predvsem enakih možnosti ter možnosti za sodelovanje, izobraževanje, socialna država. Vse to so tiste pametne aktivnosti, ki bodo zmanjševale razlike med našimi državljani. In še tretji element, morda najpomembnejši, in tu se navezujem na prejšnje govorce, življenje na podeželju ne pomeni samo kmetovanja. Gre tudi za dekleta in fante, može in žene. Seveda, digitalne storitve morajo zagotavljati osnovne storitve. Podeželje mora zagotavljati varno in zdravo hrano, zdravo okolje, ampak v zameno za to morajo ljudje, ki živijo na podeželju, imeti enak dostop do storitev in vsega ostalega kot ljudje, ki živijo v mestih. Sodelovanje, predanost, prijateljstvo in ljubezen. To je tisto, kar nas mora povezovati. Najlepša hvala, gospod Sani. Predno odpremo seveda možnost tudi za vaša mnenja, za vaše vprašanja udeležencem tega dialoga. Še gospod Bogovič, k temu, kar ste že rekli, kaj bi lahko še dodali. Slišali smo, v enem letu je veliko idej dozorelo, ampak zdaj seveda prihaja ta težji del, namreč uresničevanje. Kaj mislite, da bi bilo možno v sorazmerno kratkem času na tem področju uresničiti? Kot sem že dejal, smo v času velikih sprememb in možnosti sta dve. Ali jih opazujemo, ali pa smo tisti, ki te spremembe tudi ustvarjamo. In ko poslušaš napovedi demografov, napovedi tudi, kar se tiče socialne kohezivnosti v Evropi in pa v svetu, mislim, smo vsi prepričani, da nekaj potrebno storiti. In ta naš poizkus je poizkus, kot je tudi v zaključku nagovora povzel predsednik vlade, poizkus, kako dati v ospredje posameznika, človeka in kako dvigniti kvaliteto življenja za ljudi in večjo socialno kohezivnost. Zato rabimo na eni strani kvalitetna delovna mesta, na drugi strani rabimo tudi dobre pogoje za bivanje. In kar je zelo pomembno v tem delu je, da te spremembe ustvarjamo
tako po celotni vertikali, horizontali, kot je bilo že rečeno. Tu smo zbrani danes od predstavnikov, ki so iz kmetijstva, energetike, šolstva, zdravstva, sociale, znanstvenih inštitucij, ne naštevam naprej, turizma, prav tako župani, kakor predstavniki vlade in tudi predstavniki parlamenta, komisije. In ko gledaš te spremembe, zame je ključno sporočilo to, da je potrebno se vprašati, na katere spremembe mora pa znati odgovarjati družba, javne finance. In prepričan sem, da je ob teh velikih spremembah, ki jih digitalizacija prinaša, kjer je iza te digitalizacije cela vrsta poslovnih priložnosti, večina teh poslovnih priložnosti, pa tudi nekih razvojnih prebojev je bilo že narejenih v mestnih sredinah, je sedaj čas, da poskrbimo, da se nam naredi nov razvojni zaostanek na podeželju. In smo v ključnem času, ko govorimo o prihodnosti Evrope, ko govorimo o prihodnosti bodočem programskem obdobju 2021-2027. In zame je sedaj ključno, da na eni strani to, kar mislim, da smo dosegli in z nestrpnostjo vsi pričakujemo dokumente v maju, ki bodo to zapisali tudi v evropskem nivoju. Mislim, da je na nivoju Evropske unije zelo jasno spoznanje, da so to področje, ki jih je potrebno podpreti. Na drugi strani mislim, da je ključno, da se odločevalci na lokalnem nivoju, od občin do države, zavedamo te spremembe in predvsem to, kar je najbolj pomembno, da ste ljudje iza teh sprememb in da ste tisti, ki ste nosilci teh sprememb zraven. Področje izobraževanja, ko sem gospod dr. Stojmenovo pogledal, mislim, da moramo še posebej izpostaviti, cela vrsta je tudi ljudi iz šolskih inštitucij, mi moramo biti usposobljen za ta znanje, to je eno od zelo pomembnih področji, da to naredimo in ko pride to novo obdobje po letu 2021, ko bo tudi možnost črpanja določenih sredstev, da imamo te programe razvojne vizije narejene. In sam sem prepričan, da to, kar sva uspela z gospodom Šanjem, on najprej že s prvim pilotnim projektom za Smart Eco Village, nadaljevanje s pripravljalnim ukrepom, da spravimo te skupne prakse na evropskem nivoju skupaj, je prvi korak. V ozadju je cela vrsta aktivnosti, ki se že odvijajo tudi v drugem nevladnem sektorju, cela vrsta ljudi je danes tudi iz Evrope tukaj na tem zelo aktivno že nekaj let počno in sam sem prepričan, da smo dosegli neko kritično maso, da najprej spoznamo, da spremembe so tu in da že danes imamo zelo veliko takšnih dobrih primerov, tako, če govorim sam na primeru Slovenije, kakor tudi v Evropi. Tako da Slovenija je že pametna, Evropa je že pametna in vesel sem, da je danes to 14. dogodek, ki ga v nizu dogodkov v zadnjem letu sem uspel tudi organizirati. Več kot 1500-1600 ljudi je že udeleženih v tem dogodku in to, kar je bilo že danes nekajkrat izpostavljeno, naj s tem zaključim. Pomembno je, da se ljudje različnih političnih prepričanj, predvsem pa ljudje, ki zastopajo zelo različne sektorje, ki mogoče na prvi pogled bi človek dejal, da nimajo veliko skupnega, v resnici pa spoznavamo, da smo zelo povezani in da imamo zelo veliko stvari za skupaj narediti. In veselim se prihodnjih let. Vsekakor, zdaj pa se lahko veselimo naslednje pol ure, ko imate tudi možnosti za neposreden dialog z evropskima komisarjema in evropskima poslancema. Tukaj res gre, kar je rekel komisar Hogan, za neke vrste prvenec, še nikoli takšnega dialoga nismo imeli, tako da dajmo čim bolje izkoristiti ta čas in možnost. Seveda so tema pametne vasi. Ljudno vas prosim, da ste kratki, jedrnati prav zato, da ta čas čim bolje izkoristimo. Skratka, prvo mnenje oziroma vprašanje. Kdo bo odprl? Vemo, da v Sloveniji je to vedno dokaj težko, ampak ne, tukaj že imamo prvega. Izvolite. Hvala lepa. Sem Simon Zaj, da se sam predstavim. Sem podpredsednik odbora za kmetijstvo v Državnem zboru. Tako da bom na pametne vasi pogledal skozi oči tistih, ki se ukvarjamo s kmetijstvom ali kot politiki ali pa kot kmetje. Ta pobuda je seveda za vasi pomembna. Ravno zdaj smo v obdobju, ko se bomo odločili, kakšna bo skupna kmetijska politika v naslednjem obdobju, to se pravi do 2027. In ena stvar je jasna, da jo bomo morali usmerjati skozi prilagajanje na podnebne spremembe. Druga stvar, o kateri se bomo pa danes najbolj pogovarjali, pa to, da v prihodnosti sem prepričan, da orodje, ki ga bo kmet najbolj pogosto uporabljal, ne bo več traktor ali pa komban, ampak bo smartphone ali pa tablica. Kar pomeni, da je pomembno, da zdaj razmišljamo o tem, kako bomo, kot je bilo že rečeno, pripeljali
širokopasovna omrežja na podeželje in kot drugo, kako bomo napolnili ta smartphone za to, da bo kmet lahko nadzoroval, da se bo lahko učil, načrtoval, da bo lahko prodajal na nove sodobne načine. Tako da pozdravljam to inicijativo in se tudi veselim potem v drugem delu, ko bom sodeloval na panelu, ki ga bo vodil gospod Hogan. Hvala lepa. Vprašanja nimate za udeležence? Mislim, da bom pol v drugem delu, zdaj sem hotel samo povedati, kako razmišljamo v državnem zboru tudi. V redu, hvala lepa. Naslednja možnost za vprašanje, za kakšno sugestijo. Ja, izvolite, gospod Božič. Andrej Božič. Jaz prihajam iz gospodarstva in nimam vprašanja, bi pa rad nekaj zelo pohvalil kot državljan. Danes tukaj vidimo dve skupini iz Evropskega parlamenta, ki z bok v boku sodelujeta. Vidimo komisarje, vidimo poslance, vidimo na koncu koncev to, kar v Sloveniji v političnem življenju toliko pogrešam. Sodelovanje za ključne teme. Podeželje in Smart Village je ključna tema, ker to pomeni skupnost, to pomeni kohezivnost družbe, to pomeni naša prihodnost. Jaz se veselim tega, da je tukaj danes znak, da se mogoče tudi v slovenski, pa tudi v evropski politiki, ko vidimo tole delitev velikrat kaj premika, se veselim teh let, če bo to res tako in da se bo ta moja pričakovanja potrdila. Hvala za to. Najlepša hvala, gospod Božič. Še kakšno mnenje oziroma vprašanje? Izvolite. Vprašanje. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Slovenske zadruge desetletja in lahko bi rekel 100 in več let dejansko živimo to, o čemer danes tukaj govorimo. Ohranjamo delovna mesta na podeželju, okoli 3000 delovnih mest tistih, ki delajo v naših zadrugah in pa okoli 15 000 kmetij, ki so združene v naše zadruge. In mislim, da je ta pobuda izjemno pomembna, da se tudi interdisciplinarno povezujemo, ne samo kmetijstvo. Tudi komunalne zadeve so tiste, ko so izjemnega pomena, tudi vidim, da so tukaj predstavniki gospodarstva in da vse nevladne organizacije in vladne stopimo skupaj in res, da za to podeželje slovensko nekaj napravimo, kajti izzivi po 2020 bodo izjemno zanimivi, izjemno drugačni, kot so bili do sedaj in če hočemo Slovenijo kot državo ohraniti na podeželju poseljeno, potem moramo vsi, ki smo tukaj v tem prostoru, res sodelovati in imeti tudi podporo vladnih struktur. Samo toliko moja pripomba. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Vrisk. Doktorica Jordan, naslednje mnenje in morda tudi vprašanje. Hvala lepa, ja, bo tudi vprašanje. Pomočnica direktorja na inštitutu Jožef Štefan sem in naš inštitut koordinira za Slovenijo tako imenovano strateško razvojno inovacijsko partnerstvo za pametna mesta in skupnosti, tako je uradno ime. Jaz vidim, da tudi vasi naj bi nekako spadale v to partnerstvo in bi želela mogoče slišati komentar, glede na to, da se je zdaj omenjalo bolj vasi, kako vidite umeščenost te vaše pobude v že obstoječe pobude. Moram povedati, da v tem partnerstvu zdaj so predstavniki gospodarstva, mikro, malih, srednjih, velikih podjetij, univerz, tudi raziskovalnih organizacij. Se pravi, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa, ker ste omenili, da bo v maju objavljena nova finančna perspektiva. Kadar govorimo o pobudah na evropskem nivoju, so vedno vzadej tudi neki inštrumenti in me zanima, če lahko o tem kaj več poveste. Hkrati pa seveda tudi prošnja, da bi delali na obstoječih inštrumentih in ne razvijali novih in novih. Hvala. Hvala lepa, doktorica Jordan, tudi nekdanja evropska poslanka, tako da zelo dobro ve, o čem govori. In glede na to, da je bil izziv, gospa Bulc. Ja, zelo konkretno vprašanje in sem vesela, da lahko tudi nekaj konkretnega odgovorim. Na nivoju Evropske unije smo začeli s koordinacijskimi aktivnostmi za pametna mesta, vendar smo zelo hitro ugotovili, sploh po pogovorih z kolegi, ki se ukvarjajo z razvojem, kohezijsko politiko in razvojem podeželja, da Evropska unija v resnici je definirana, njena raznolikost je definirana z raznolikosti podeželja. Če pogledamo samo slovenski prostor, 26 različnih dialektov ni ustvarjenih v mestu, ampak je ustvarjen v najrazličnejših dolinah in v različnih delih te male dežele, lahko pa samo razmišljamo, koliko tega je na nivoju Evropske unije. Tako da je koncept pametnih skupnosti se začel hitro razvijati.
In mislim, da današnji dogodek bo močno utrdil, tudi potem po posameznih panelih, ko se bomo razdelili in pogovarjali naprej, može pokazati določene modele, ki se razvijajo na nivoju EU, kjer že zbližujemo koncept pametnega mesta in pa pametne vasti pod okriljem pametnih skupnosti. Jaz se tudi z vami zelo strinjam, ko pravite, da je potrebno seveda tiste mehanizme, ki so dobri, tudi v nadaljevanju podpreti. Jaz bi z vami mogoče malo podelila, kje že vidimo in smo že v pogovorih tudi z ostalimi kolegi komisarji, kje bi se že lahko srečali z nekimi konkretnimi načini sodelovanja v obstoječih platformah. Recimo Civitas je ena od takih platform, kjer je bil velik poudarek do zdaj na pametnih mestih, zdaj bomo pa začeli dodajati tudi pametne vasi in začeli vabiti v te kroge tudi tiste, ki se ukvarjajo z razvojem pametnega podeželja. Naslednji je Sustainable Urban Mobility Plan, kjer so tudi konkretno že izvajajo projekti v povezavi med mesti in podeželjem, kjer bi jaz sem spodbudila tudi vse, ki delujete na lokalnem nivoju, da na ta način začnete sodelovati med sabo. Se pravi, bo zelo pomembno, da bo od spodaj navzgor tudi prihajal ta pritisk, pobude s projekti, s konkretnimi načini povezovanja, kar lahko zagotovim je, da na evropskem nivoju bomo odprti za to, tudi v okviru finančnih mehanizmov. Prav je omen tudi Smarto, to je tudi sodelovanje nastalo kot posledica sodelovanja z Evropskim parlamentom, kjer je DigiMove, ki je pač direktorat, ki pokriva moje področje, smo lansirali pilotski projekt za pametni promet na podeželju in na osnovi tega se bomo tudi veliko naučili, kako to bolj povezati na nivoju investicij. Veste, vsi smo že danes parkrat omenili, da zdaj smo v zaključnih pogajanjih glede strukture nove finančne perspektive in dva glavna poudarka, ki bosta neke vrste vodilo pri tej nove finančni perspektivi, bo tako imenovane sinergije, se pravi združevanje interesnih portfeljev v skupne projekte, ki presegajo obseg enega samega portfelja in tipično zato so recimo tudi pametna mesta, pametne vasi. Na infrastrukturnem področju to predvsem vidimo v smislu povezovanja digitalne, prometne in pa energetske infrastrukture, kjer bomo tudi že v novi finančni perspektivi imeli načine, kako se to vrstne sinergijski projekti lahko tudi skupaj sofinancirajo. Potem drugo zelo pomembno vodilo pa je tako imenovan streamlining, kjer bomo imeli enotne kriterije za projekte recimo na prometnem področju, ne glede na to, v okviru katerih finančnih mehanizmov se bodo pojavili. Recimo čisti promet bo povsod pomembno zdaj, da bo tako na področju ruralnega razvoja kot v mestih oziroma na ključnih hrbteničnih povezavah, bo velik poudarek na digitalizaciji, na razogljičenju, potem na vključenosti, potem na varnosti v cestnem prometu, se pravi, to bojo postali kriteriji pri procesu odločanja za legitimnost projektov. Tako da jaz mislim, da se te sinergijske povezave vodijo v pravo smer in sem vesela, da vidim, da tudi na nacionalnem in lokalnem nivoju čute to potrebo. In dajte nam pomagati, seveda, da bojo ti mehanizmi tudi zaživeli. Ne moramo obljubiti, da bojo brez vsake napake, ampak mislim, da iz tega sodelovanja od spodaj navzgor in navzdol lahko pridemo do tistih močnih usmeritev in projektov in finančnih mehanizmov, ki bodo nagovarjali resnične potrebe. In to je naš cilj, zato tudi danes tukaj sedimo, da bomo znali prepoznati resnične potrebe in na njih potem tudi odreagirati. Tako da gremo v to smer, tisti mehanizmi, ki so prepoznani kot uspešni, se bodo nadaljevali, dali bomo pa še te dodatne sinergijske in pa vključujoče učinke, ki bodo potem, upajmo, pripeljali tudi do višje dodane evropske vrednosti in do seveda še močnejšega delovanja Evropske unije. Za zaključek bi sem tam rekla, da to so izjemno pomembni koraki za to, da bomo držali ekonomski razvoj, da bomo držali socialni razvoj. No, kljub vsem težavam, ki se zelo pogosto omenjajo, je treba vedeti, da trenutno Evropska unija ima najmočnejšo svetovno ekonomijo, imamo najbolj stabilne razvojne usmeritve in, kar je še bolj pomembno, je, da se krepi ta zavest, da samo skupaj lahko
pariramo tudi na svetovnem nivoju. In zato, da bomo to mesto lahko zadržali, zato, da bomo ostali na tem vodilnem nivoju, se moramo skozi dialoge in skozi vključevanje povezovati in sodelovati. In potem bomo presegli tudi vse ekstremna razmišljanja in razmišljanja o šibkostih, da bojo pozitivne zgodbe presegle tiste, ki seveda vzpostavljajo dvom in strah. To je namen tudi današnje konference. Hvala, gospa Bulc. Now, Commissioner Hogan, your contribution to the answer. Thank you very much. Gospod Hogan, kaj boste vi prispevali k temu vprašanju? Skupna kmetijska politika je okoljska, kmetijska in družbena politika. In zato gre tudi pri pametnih vaseh za okolje, za družbeno in socialno področje. Torej, zato, da se izboljša kakovost življenja. Nedolgo tega se vsi spomnimo, kakšna je bila finančna kriza v Evropski uniji. In kmetijski in turistični sektor sta prispevala k temu, da so številne države, kot sta Slovenija in Irska, lahko izšle iz teh finančnih težav in našle trdnejše temelje. In tega ne smemo pozabiti. Številni, zato ker imamo različni politiki, menijo, da je naše delo opravljeno, kajte imamo kohezijsko politiko in da ni več treba namenjati denarja tem sektorjem. In to bi bila velika napaka, če bi dejansko to potrdili. Mislim, da so predsednik vlade s tem strinjal. Sedaj pa imamo še biogospodarstvo in krožno gospodarstvo, ki lahko zagotavlja velike možnosti našim ljudem, če bomo delovali skupaj. In ta korporativna struktura je bila zelo, oziroma zadružna struktura je bila zelo pomembna na področju agroživilske industrije in lahko je tudi tukaj. Ali ne bi bilo krasno, če bi živilska industrija in kmetijska industrija lahko pravzaprav podpirala in spodbujala biogospodarstvo in krožno gospodarstvo in iz tega tudi tržila neke koristi, ne pa da te koristi potem padajo samo na druge udeležence na trgu. Marsikaj se bo spremenilo v prihodnje, na kar moramo biti pozorni. Znotraj nove skupne kmetijske politike bo veliko več možnosti, da se razvije lokalni načrt. Seveda ga bo treba potrditi na ravni Evropske komisije, vendar pa boste lahko veliko prožnejši. Ne bo več le enega pristopa, ki bi veljal za vse, temveč boste imeli možnost in prožnost, da odločite sami v Sloveniji, kaj je ustrezna mešanica politik in predlogov, ki ustrezajo evropskim ciljem. In tudi partnerji bodo imeli več prožnosti. Potem tudi, kako bomo širili dobre možnosti. Zelo je lepo, da smo danes tukaj lahko vsi, da lahko slišimo, kaj je bilo dobrega storjeno, da se lahko malce potrpljamo po plečih, ampak kako bomo potem na koncu ljudem povedali, kakšen je najboljši način, da se izkoristijo potencijali tega, o čemer govorimo. Trenutno imamo dve poti, morda pa lahko storimo več, morda lahko z digitalnimi platformami dosežemo veliko več v prihodnje, ampak podeželska mreža je zelo dobra. Tukaj vodje počnejo zelo dobro delo, da širijo informacije o dobrih praksah med sabo. Potem pa še na področju kmetijstva imamo inovacijsko partnerstvo z več tisoč skupinami, ki so del te mreže, ki širi primere dobre prakse. Potem razvoj podeželja, program za razvoj podeželja se bo osredotočal na to, da bi se izkoristile naložbe v naših regijah. Vendar pa moramo poskrbeti za več denarja. Denarja za razvoj podeželja ni nikoli dovolj in ga ne bo nikoli dovolj. Zato moramo uporabiti tudi Evropsko investicijsko banko, ki bo ponujala tudi mehka posojila za ljudi, ki želijo vlagati v takšne projekte, tudi na področju živilske industrije. Tako da lahko s tem preko mehkih posojil z 1 evrom zaslužite oziroma zberete 10 evrov. In to je bistveno. In slišal sem, da bo minister Židan tudi kmalu dobil odobritev za to. Zadruge bodo morda zainteresirane, da se naslednji ponedeljek odpira nov sklad za zadruge in mehka posojila.
Torej, to so le eni od primerov tega, kaj se dogaja znotraj sistema, kar morate poznati, če želite izkoriščati dobro delo, ki je že bilo opravljeno in če želite, da se to dobro delo izvaja na širši platformi kot zgolj na pilotni ravni. Pametne vasi, to, kar je tudi že komisarka dejala in tudi v tem dokumentu, ki smo ga zapisali, Pametne vasi za pametno Evropo, se prav sklicujemo na to, da je ta razvoj v mestih že bistveno naprej in marsikje bo tam iza tega razvoja manj potrebe tudi po javnih sredstvih kot v lokalnem delu. Tukaj je komisarka izpostavila posebej infrastrukturni del. In v tem delu tako želimo predvsem izpostaviti sodelovanje mesta, podeželja in pa ohraniti to socialno kohezivnost. Je pa kmetijstvo eno izmed tistih, ki pokriva to podeželje na velikih preizkušnjah. Tudi precizno kmetijstvo, o katerem govorimo, bo tisto, ki bo zagotavljalo večjo sledljivost, bolj sonaravno kmetovanje. Na drugi strani priložnosti za male proizvajalce preko platform z direktnimi povezavami z primestnim okoljem. Kako integrirati mestne javne promete, ki so že danes marsikje dosti dobro razviti s tem primestjem. Kako, ne vem, decentralizirano energetiko, ki jo sedaj Evropa uvaja, spraviti v funkcijo in dati neke nove priložnosti. Kaj pomeni za turizem celotna zgodba. Tako da to, kar je zelo pomembno, absolutno ne gre to za nobeno tekmovanje mesta, vasi, ampak kako ta skladen regionalni razvoj in pa skladen razvoj družbe zagotavljati. In v tem delu mislim, da so lahko rešitve, ki so v pametnih mestih, zelo dober izziv, ki jih je pa v marsikaterem primeru potrebno adaptirati, da sodijo tudi v ta vaška okolja, hkrati pa spostaviti to sodelovanje mesta, kajti mesta so tista, ki so tudi največji potrošnik dobrin, ki so proizvedene na podeželju. Podeželje pa ima na drugi strani v tem okoljskem vidiku pa mogoče včasih še pomembnejšo vlogo in ta del je enostavno treba tudi in s pomočjo teh inštrumentov, ki se tu uvajajo, nadgraditi in predvsem zagotoviti sledljivost in pa zaupanje v družbi, kajti to je velikokrat nepreizkušnje. Še gospod Soni, potem pa še možnost za vprašanje. Hvala lepa. Vedno ima zadnji govornik najlažje delo, da povzame, kajti predhodni govornici so vse povedali že o vsebini, ampak morda le še nekaj majhnih elementov, ki jih gre dodati. 4 vprašanja so bila postavljena. Najprej glede celovite vloge kmetijstva. Absolutno. Kmetijstvo ima bistveno vlogo na področju podeželja. Ne smemo pozabiti, da ne le v Evropi, ampak po vsem svetu je kmetijstvo glavni vir onesnaževanja, ki tudi škodi okolju. Tudi to je del resnice. Uporaba kemikalij, tudi uporaba oziroma obdelava zemlje. Pri tem se ustvarja veliko toplogrednih plinov. To je seveda potem povezano tudi z izzivi na področju upravljanja voda. Pametni ljudje, pametne vasi lahko pomagajo pri reševanju teh izzivov. To ni le dobro, ampak nujno. Drugo vprašanje je bilo, kako naj sodelujemo, kako naj sodelujejo politične strani. Franc je del Evropske ljudske stranke, jaz sem član socialistov. Včasih je to sodelovanje preprosto in to je pravzaprav rezultat internacionalizacije. Kot madžarski politik sem včasih prav sovražil rivale politike, ampak na mednarodni ravni je stvar veliko preprostejša. Torej, znotraj Evropske unije, znotraj Evropskega parlamenta je lažje najti skupen glas med različnimi partnerji. In zato ne bi smeli sovražiti Evropskega parlamenta, temveč bi ga morali oboževati. Tretje vprašanje se je nanašalo na zadruge. Prejšnji govorniki so se že posvetili tej temi. Dovolite samo, da podprem ta argument z velikim da. To pomeni, da ta celoten koncept in pristop pametnih vasi je mišljen dejansko z vidika zadrug, socialnih zadrug, kmetijskih zadrug in tako naprej. In potem zadnje vprašanje.
je zadevalo inovacije. Nekateri morda mislijo, da so pametna mesta in pametne vasi eno in isto. Pri enem je zadeva večja, pri drugem pa manjša. Ne, ampak razlika med njima je velika. Osnovna zamisel pametnih mest je, kako varčevati z vodo, z energetiko, s prometnimi zmogljivostmi. In na podeželju so izzivi drugačni oziroma so samo delno enaki. Pri pametnih vaseh gre za to, da bi se okrepilo socialna udeležba v širšem pomenu besede. In iz tega izhajajo razlike. In moje sanje so, da ko govorimo o pametnih vaseh, da ne bo šlo le za neko poimenovanje, zgolj za nek nov način življenja. Pri tem mora iti za nekaj bolj natančnega, nekaj bolj tehničnega. V prvi fazi, torej v pilotni fazi, smo že nekaj dosegli, ampak maja, junija bomo imeli jasno opredelitev pametnih vasi. Skupina zelo trdo dela na tem, da bi ocenila vse zamisli, tako da bi lahko dejansko oblikovali celovito opredelitev pametnih vasi in da bi jih lahko dobro razmejili. In moje sanje so, da katerakoli skupnost bo se kvalificirala za to, da je upravičena do naziva pametna vas. Najprej jih bomo imeli 10, kot se predvideva znotraj pripravljalnega ukrepa, da bo vsaka od teh vasi predstavljala neke vrsto storitev vse na enem mestu, kjer bo mogoč dostop do najrazličnejših delov skupnostne pomoči in skupnostnih storitev. In skupnost v tem pomenu pomeni Evropska unija. In če sklenem, potem, če govorimo o Evropskem parlamentu, pa še nekaj bi povedal o Evropski komisiji. Veliko zamisli je išlo iz najrazličnejših delovnih omizij in tako naprej. In komisar Hogan je enkrat dejal, glejte, Franc Tibor, usedite se skupaj in se pogovorite, kajti toliko pobud obstaja. In vse gredo v isto smer. In takrat smo potem sploh se zavedali, da to obstaja. In tudi midva sva ugotovila, da to počneva. Če vam po eni strani pravim, nikar ne sovražite Evropskega parlamenta, potem mi verjemite tudi to. Evropska komisija je vaša prijateljica. Najlepša hvala, gospod Sani, kajti vi ste edini, ki tukaj govorite o ljubezni dvakrat, o sanjah dvakrat in sedaj tudi o prijateljstvu enkrat. Torej, resnično ste vnesli veliko živahnosti v našo razpravo. Če želite, lahko še nadaljujem. Morda med odmorom za kavo. Naslednje vprašanje. Dobro jutro vsem. Danes zastopam združenje CEMA. Imam vprašanje, ki zahteva razmišljanje izven okvirov, ni pa izven današnje tematike. Ali mi lahko poveste, kakšna bi bila idealna pametna vas, v kateri bi si želeli živeti? Izvrstno vprašanje. Jaz lahko sanjam z vami. To je namreč dober korak, da dobimo dobre strategije in dobre akcijske načrte. Lahko vam povem, v katero smer gre nova mobilnost in govorila bom o negativnih eksternalijah. Namreč objavili smo dokument o žrtvah v prometu. Ne vem, če vas to preseneča, ampak vidimo, da je največ žrtev zdaj ravno na podeželju. Če si torej predstavljam podeželje prihodnosti, bi rekla varna mobilnost, brez žrtev in brez hudih nezgod. Zato zdaj vztrajamo pri pametni infrastrukturi, pametnih vozilih, zato da bi imeli avtonomno, povezano in varno mobilnost. Tako da bomo lahko pravzaprav izvzeli človeški faktor, namreč v 93% vseh teh nezgod je človeški faktor ključen. To je presenetilo celo nas, kajti nismo vedeli, da se toliko slabih stvari, toliko nesreč dogaja na podeželju in v prihodnje bo to nedvomno v našem središču. Druga stvar,
ki si jo predstavljam, je, da ne bi bilo ne onesnaževanja, ne hrupa. Zato je eden ključnih ciljev evropskega prometa digitalizacija in dekarbonizacija oziroma razogličenje. Želimo si, da bi bila družba, da bi bilo življenje na podeželju prosto teh zunanjih vplivov. Morda boste v prihodnje lahko prišli oziroma dosegli oddaljena podeželska območja, ne da bi morali tja po cestah. Zato delamo tudi na področju dronov. In tako imamo zdaj prvič pravni okvir za drone. Ukvarjamo se tudi z urbanim zračnim prostorom, kjer sodelujemo z ameriškimi kolegi, izmenjujemo najboljše prakse, tako da bomo lahko vključili v rešitve mobilnosti tudi leteče avtomobile in drone. To bo prineslo tudi nove rešitve za turizem, ki je tudi zelo pomemben vir dohodka na podeželju. Potem naslednja stvar, ki si jo želimo, je, da bi imeli storitve mobilnosti na zahtevo, tako da lahko javne storitve pripeljemo nazaj na podeželje. To pomeni ekonomijo delitve, skupne uporabe, tako da bomo lahko ponudili avtonomno mobilnost, avtonomne rešitve, ki bodo temeljile na potrebah, ne pa na nekih periodičnih storitvih, kajti to ne prinaša ustrezne motivacije ponudnikom storitev. Vse to se zdaj že oblikuje, imamo tudi investicijske načrte. Rada bi vam povedala, žal se ta možnost danes zaključuje, ampak imeli smo razpis za naložbe v zeleno infrastrukturo. To se bo še nadaljevalo in seveda so podeželska območja povsem upravičena do tega. To so odprti razpisi, ki niso namenjeni samo eni državi ali enemu koridorju. To so odprti razpisi, ki spodbujajo vse skupnosti in deležnike, da izkoristijo možnost sofinanciranja zelene infrastrukture. To pa pomeni, da ne bo onesnaževanja in ne bo hrupa. Prosim, spremljajte, kaj se dogaja na evropski ravni. Kajti včasih obstaja več, kot se zdi. Vem, da se včasih izgubite v vseh teh povezavah, tweetih in podobnem. Ampak dejstvo je, da imamo zelo dobro predstavništvo tu v Ljubljani. Predstavništva imamo tudi v vseh prestolnicah. Uporabite jih, postavljajte ciljna vprašanja in delajmo skupaj. Kot je povedal že kolega Hogan, želimo si, da bi v novem finančnem obdobju imeli na voljo mehanizme, ki bodo še bolj vključujoči in ki bodo še bolj temeljili na sinergijah. Zastavili smo pot, zdaj pa moramo začeti hoditi po tej poti in nadaljevati z horizontalnim sodelovanjem, tako da bodo ti projekti v prihodnje res delovali. Samo ena pripomba. V Evropi se niti ne tako pogosto izgubljamo v tweetih, včasih pa le. Zdaj vidimo, da sta tako komisija kot parlament po dvakrat uporabila besedo ljubezen. Gospod Hogan, kakšne so vaše sanje glede pametne vasi? Ja, mislim, da smo slišali po eni strani ljubezen, po drugi strani vznemirjanje. Kaj več si še človek lahko želi? V futurističnem obdobju avtomobilov brez voznikov si želim, da bi lahko šel v pivnico, spil pivo in se odpeljal domov. Pa bo še takrat pivo? Vsekakor bi nam tak promet omogočil, da bi lahko šel v pivnico in nazaj, ne da bi se bal policista. Vsekakor morajo pametne vasi biti take, da se bo tam dalo lepo živeti. To je treba načrtovati in to zahteva sodelovanje med občinami in skupnostmi za to, da bomo vasi lahko ustrezno razvili okoli temeljnih ciljev. Vsaka vas pa ima seveda svoje lastne ideje o tem,
kakšno okoljsko in socialno infrastrukturo si želijo. In tu mora program razvoja podeželja odigrati svojo vlogo in zagotoviti ustrezno finančno podporo vaši vladi, tako da boste lahko uresničili svoje cilje. Hvala. Čas imamo še za eno vprašanje. Gospe na zadnje. Vodina Košir, vodim platformo Circular Change. Zelo me veseli, da imamo danes tako odlično zasedbo ljudi, s katerimi odlično sodelujemo, in rada bi pohvalila tudi iniciative, ki se združujejo pod konceptom krožnega gospodarstva. Danes smo slišali, kako pomembne so vse tri razsežnosti, ekonomska, okoljska, družbena. In na naši tretji konferenci, ki jo letos organiziramo tudi z poslancem Bogovičem, Circular Change, in o podpori slovenske vlade in različnih ministrstv, kar kaže na to, da znamo medsektorsko sodelovati, bomo razpirali prostor ravno tem raziskovanjem, ki ste jih danes odprli, med krožnim gospodarstvom, bio-based economy, med vlogo mest, med vlogo podeželja. Skratka, sporočilo je ravno to, da če presežemo to, kar ste lepo danes rekli, silose, in začnemo sodelovati medsektorsko, potem so rešitve na dlani. Vprašanje bi pa bilo ravno to, kar smo pred volitvami tudi v Sloveniji, kaj nam z vidika evropske perspektive priporočate, kako naj zaplovemo skozi ta val volitev in bomo videli, kaj se zgodi, zato da tisto, kar smo dobrega naredili, ohranimo in na tem gradimo naprej. Ker gre za to, jaz rada rečem, da smo na igrišču, ne na bojišču, in zgradili smo veliko. Kaj je tisto, kar lahko ohranja sodelovanje na podlagi tega, kar je že ustvarjeno? Hvala lepa. Mr. Hogan. Well, I want to assure the last speaker. Ja, najprej naj vam zagotovim, da Evropa ne bo rešila vseh vaših problemov. Probleme bodo rešili ljudje v vsaki lokalni skupnosti. Politiki, nacionalni ali evropski, lahko zgolj ponudijo okvir, kjer boste lahko izkoristili svoj potencial. In to skušamo narediti s konceptom pametnih vasi. Porušiti te silose, da se bodo ljudje lahko združevali. Vendar pa boste vi tisti, ki boste opravili in izkoristili svoj potencial. Seveda pa moramo poskrbeti, da ne bo nekdo hotel prevladati nad drugim. Zagotoviti moramo ustrezne mreže in finančna sredstva, da bi lahko čim več dosegli skupaj. Krožno gospodarstvo in biogospodarstvo bosta zelo pomembni. Ampak mislim, da ljudje, ki živijo na podeželju, še vedno ne poznajo vseh priložnosti, zato jim moramo to povedati, pogledati, katere so najboljše možnosti zanje. Potem pa bodo lokalni in nacionalni organi lahko ponudili ustrezno finančno podporo in podporo pri načrtovanju. Jaz moram reči, da me je zelo navdušil koncept vizije Slovenije, ki je bil predstavljen. Predvsem me je navdušil zato, ker je zrastel iz ljudi. Mislim, da je bilo več kot 2000 ljudi vključenih v proces nastajanja tega dokumenta. In tam je Slovenija si začrtala jasno zgodbo. Če se ne motim, govorijo o zdravi, čisti, pravični in digitalni Sloveniji, iz ljudi in za ljudi. In to je v skladu z vsemi navdušujočimi in zavezujočimi perspektivami Evropske unije, ki hoče biti trajnostno vzdržna, socialna, vključujoča in ne glede na politični ustroj in ne glede na to, kako se bojo volitve išle, upam, da ni več nikogar v Sloveniji, ki bi dvomil, da je to prava usmeritev in da se bojo potem vse politike tudi stekale in zbirale na teh ključnih elementih. Jaz vam lahko samo dobro izkušnjo iz Evropske unije povem, da ko smo si določili 10 prioritet in ko smo si določili ključne okvirne programe in smo vsi začeli skupaj sodelovati, ne glede na portfelj na teh programih, so se na vse izzive našli tudi dobri odgovori. In v tem konceptu živimo tudi naprej in samo vabim, da bi tudi Slovenija prepoznala vrednost preseganja političnih razlik v nekih skupnih evropskih in svetovnih perspektivah Slovenije. Zato da mislim, da so to elementi trajnostno vzdržne in tudi vključujoče družbe, tako da upam, da bo to rezultat tudi pokazal. Ker ta del konference počasi zaključujemo, še zaključni besedi gospoda Bogoviča in seveda gospoda Sonija.
Sodelovanje, tudi ljubezen sta bile besede, ki so se zelo pogosto prepletale in tu smo tisti, ki znamo sodelovati. In želim, da bo v neki tekmi, če začnem z zadnjim vprašanjem, veliko dobrih idej, med katerimi bodo ljudje lahko izbirali, ko pa se zastor teh volitev zaključi, pa čim več sodelovanja na vseh področjih in pa napredka v družbi. Kakšni vasi bi želel živeti, kaj si predstavljam kot pametno vas? Najprej to, da bomo uspeli na osnovnem področju, se pravi v kmetijstvu, navdušiti, da bo več kot 6% mladih gospodarjev, ki so mladih nosilcev kmetij, ki so mlajši od 35 let. Navdušiti mlade, ti so lahko tudi nosilci teh sprememb, ki jih ta tehnologija prinaša in tu mislim, da imamo ključno nalogo tudi v skupni kmetijski politiki, pa tudi v ostalih, da ti mladi na trajnosten način pridelajo zdravo hrano, da jo s pomočjo orodij, ki jih so zavzeti, vključeni v te preko platform, v ta projekt, čim na bolj direktni način posredujejo tudi potrošnikom, ki želijo vedeti, od koga jedo, kaj jedo in da si tudi pravično razdelita ta prihodek. Od tu naprej pa želim, da bo podeželje infrastrukturno dobro opremljeno, od osnovne infrastrukture do socialne infrastrukture, da bodo mladi živeli, lahko tudi imeli kvalitetno šolstvo, zdravstvo, socialo, vrtce, in pa da bomo imeli čim več takih primerov, kot smo jih imeli na enem od naših okroglih miz, ko smo v ljubnem kraju na drugem koncu, lepem koncu Slovenije, tik pred Logarsko dolino, lahko videli, da je, bom kar z imenom in pa firmo poimenoval, da je lahko v enem KLS-u z 280 zaposlenih ljudi deluje 170 robotov in se nihče ne sprašuje, da bodo ti roboti odzeli delovno mesta, ampak z njimi ustvarjajo nova delovna mesta. Se pravi, sprejema te izzive, biti nosilec sprememb in mislim, da Slovenija in pa celotna Evropa je na pravi poti, da je že danes pametna in mi smo garant za to, da bo še bolj pametna v prihodnje. Čeprav s pametjo je tako, gospod Bogovič, ne bolj, ko si pameten, bolj se zavedaš, kako bi moral biti še bolj pameten, zato da lahko preživiš. Pa čim več pametnejših moraš videti okrog sebe. Tako. In na koncu še gospod Soni. Če dovolite, zelo osebno opažanje. Pametna vas ima seveda številne vidike. Ampak, če vidimo, kakšno je danes vzdušje v tej dvorani, jaz bi želel živeti v vasi, kjer se oglasi minister, predsednik vlade, sosede in te posluša. In verjemite, to je bilo prvi sestanek na visoki ravni, kjer sem bil jaz prisoten, da je tudi predsednik vlade sedel v prvi vrsti skozi celoten dogodek. To so bile najboljše sklepne besede. Mislim, da ni potrebe, da bi karkoli še dodajali. Slovenija je prav gotovo poseben kraj in tako naj tudi ostane. Tega panela. Hvala lepa seveda tudi vsem, ki ste prispevali mnenja in pogovore. Za vse tiste, ki morda niste uspeli česa vprašati, seveda nas čakajo še 3 ekspertni paneli po kosilu, tako da se lahko seveda že pripravite z vprašanji. Najlepša hvala torej, prosim? Po odmoru, pardon, pred kosilom, ja. Skratka, najlepša hvala. Vse udeležence panela vabim, da se vrnete na vaše izhodiščne položaje za to, da pripravimo dogajanje zdaj za podpis tako imenovane Blejske deklaracije. Zakaj gre? Kot veste, je bila sprejeta že Korška deklaracija oziroma deklaracija Kork 2.0. Blejska gre še korak naprej. Hvala lepa seveda tudi vsem snemalcem in fotografom. Kot rečeno, Blejska deklaracija je sestavljena iz 5 točk, ki jih boste lahko tudi videli na obeh zaslonih. Pametne vasi so podeželska območja in skupnosti, ki gradijo na svojih obstoječih prednostnih pridobitvah, razvijajo pa tudi nove priložnosti. Pametne vasi, ta pobuda želi ustvariti podeželska območja, kjer se da in si ljudje želijo živeti, kjer lahko uživajo dobrobiti novih poslovnih modelov in platform krožnega gospodarstva in delitvene tehnologije. Pametne vasi tvorijo ljudje, ki prevzemajo pobudo in mobilizirajo lokalne pridobitve za reševanje
izzivov, lahko se pa borimo seveda proti revščini na podeželju in izboljšamo socialno vključenost družbe s pospeševanjem ustvarjanja služb po tehnologiji, mobilnosti, lokalnih storitvah, turizmu, poljedelstvu in bioosnovanem sektorju na podeželskih območjih. Tako, zdaj pa vabim za mizo, ki je medtem že pripravljena, podpisnike Blejske deklaracije. To sta evropska poslanca Franc Bogovič in Tibor Sani. In kot predstavniki 3 ministrstev v vladi Republike Slovenije. V imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državna sekretarka magistrica Tanja Strniša. V imenu službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko državni sekretar Franc Matjaž Zupančič. In seveda na koncu, kar je tudi izjemno pomembno, v imenu vlade Republike Slovenije, podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister za javno upravo, gospod Boris Koprivnikar. Tako, pripravljenih je 8 izvodov Blejske deklaracije, 5 v angleščini, 3 v slovenščini. Zdaj bo nekaj časa še trajalo, preden se seveda vsi izvodi podpišejo. Glede na veliko zanimanje novinarjev vam lahko povem, da se dejansko tudi podpisujejo, glede na to, da tega verjetno ne vidite. Skratka, gre za izjemno pomembno sporočilo, da to deklaracijo podpisujeta oba člana Evropskega parlamenta in seveda tudi predstavniki slovenske vlade, kar seveda tudi pomeni določeno vladno zavezo. Takoj, ko bodo podpisane deklaracije, pa jih bodo podpisniki tudi predali vsem 3, ki so medtem tudi že na odru, torej predsedniku vlade Republike Slovenije in obema evropskima komisarjema. Now we're right now signing the so-called Bled declaration by 5. Torej, Blejsko deklaracijo trenutno podpisuje 5 podpisnikov, potem pa jo bodo podpisali še predsednik vlade Republike Slovenije in oba evropska komisarja. Gre za posebno deklaracijo, ki gradi na deklaraciji iz Korka. Podeželsko skupnost je treba razvijati na integralen način, ki bo izboljšal način življenja podeželskega prebivalca. Pametne vasi so skupnosti, ki gradijo na svojih obstoječih prednostih in dobrinah in gradijo in razvijajo nove priložnosti. Poslovne možnosti in modeli iz krožnega gospodarstva in ekonomije delitve tudi lahko prispevajo k pametnim vasem. Na ta način naj bi se oblikovala okolja, kjer bodo ljudje radi živeli, zaradi tega, ker so digitalne rešitve take, ki prispevajo k njihovi kakovosti življenja. In pametne vasi se stojijo iz ljudi, ki mobilizirajo lokalne dobrine in izkoriščajo obstoječe možnosti in se na ta način soočajo z obstoječimi izzivi. In zdaj lahko tudi pred očmi kolegov novinarjev, kamermanov in fotoreporterjev izvedemo tudi posebno predajo teh deklaracij, ki jo bom poskušal recimo po radijsko prenašati, glede na to, da kaj dosti ne vidite. Skratka, podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister Koprivnikar bo deklaracijo predal komisarju Hoganu. Potem poslanec Soni bo predal deklaracijo komisarki Bulčevi. In na vse zadnje, evropski poslanec Bogovič bo deklaracijo predal predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju.